Spoštovane dame in gospodje, zgodba ključ, tokrat spet v videoblogu. In sicer bomo kar na hitro navrgli, ker se bliža 9.6., ko bo publiciran naš projekt Beograd Detailih, kaj ta ključ dejansko je. Kot rečeno, in včeraj sem posnel tudi v muzeju Tesle. Nikola Tesla je sam dejal, da mu je ob recitiranju Faustovih verzov dejansko generiral oziroma, rečemo temu malo tako, sproščal njegove ideje, o katerih je več let tuhtal, in v tem nekem transu, v katerega je vstopil, ko je recitiral leposlovna dela, je potem te svoje iznajdbe risal v pesek in podobno. No, kaj je bistvo tega našega projekta Ključ je pa sledeče. Ni treba posebej debatirati, da je svet civilizacija na zelo konkretni stranpoti, da dnevno izumirajo živalske in rastlinske vrste, da je ekološka kriza vse večja, kar je pa najbolj brutalno na vsem, da ljudi to ne zanima. Se pravi, imamo neko stanje, kjer vidiš, da umiraš, bolj te pa zanima, kaj od trivialnih vsebin trenutno teče po televiziji. Nikola Tesla je ob tem, da je bil znanstvenik, bil tudi ekstremen humanist, in ko bi se dejansko njegova tista primarna ideja realizirala tudi po njegovi smrti naprej, se pravi od 43, bi svet bil danes bistveno drugačen, kajti ko se spustimo v dejansko nekako časovno komponento propada naše civilizacije, to je sicer tudi večkrat v svojih ekoloških videoblogih omenjam, je tisto intenzivno uničevanje dejansko se pričelo šele po drugi svetovni vojni in človeštvu tako nekako za ponazoritev je v vsega 50 letih uspelo dodobra uničiti svet, ki je nastajal 5 milijard let. Sedaj si pozračunajmo to razmerje, 50 proti 5 milijardam, in dejansko pri vsem skupaj gre za to, da je duh človeka po tisti brutalni moriji in dejanskem padcu etike tistega obdobja prišel v stanje, kjer ni bil katarziran, rehabilitiran, in je evidentno, ko se človek poglobi, da je dejansko uničevanje sveta šlo takrat naprej, ampak pač na drug nivo. Namesto konkretnega manifestnega pobijanja ljudi je prišlo do nekega takega subtilnega oziroma latentnega uničevanja, ki pa seveda ni zgolj latentno, ampak je kar že lepo manifestno. No, da nekako damo korono temu oziroma ključno informacijo o ključu. V bistvu pri človeku, ki aktivno posega v svoje okolje, zelo pomembno vlogo igra tudi njegov metafizični svet, se pravi, človek ni zgolj nagonsko bitje, ki se z naravo zlije in je pač življenje v njej, ampak je bitje, ki dejansko ima sposobnosti, znanja in tudi možnosti svet spreminjati. In bolj, ko je človeški duh kontaminiran, bolj so njegova dejanja nagnjena k temu, da svet uniči. Duh je pa kontaminiran takrat, ko človek dejansko iz nekih osnovnih nivojev bivanja, imenujemo jih v tem videoblogu nekako animaličnih, tistih osnovnih nagonov, ne posega v stopnje zavesti, ki bi dejansko potem, glede na to, da je človek, dejansko morale biti dostopane in tudi uporabljane. Če bi nekako tako idealno povedali, bi človek na zemlji moral biti neka svetost, ki ostalemu živemu svetu pomaga, ko so kakšne težave, jih sanira, skrbi za ravnovesje. Sodobni človek je pa dejansko ravno nasprotno. Ko so kakšne težave, jih poveča, ravnovesje ruši, in ko nekaj zruši, se zaradi tega ne sekira. No, in sedaj da pridemo k bistvu. Tukaj imamo doprstni kip Nikole Tesle, ali pa glede na to, da je že zametek nog viden, zelo dober kip Nikole Tesle, ki je tudi zelo popularen, vidim, ker sem večkrat tukaj, kar je super. In ta kip Nikole Tesle je usmerjen proti templju, ki ima za to našo zgodbo ključ, simbolično ključ na svojem vrhu.
In na podlagi te kompozicije dejansko lahko povem, kaj je dejansko finta vsega. Mnogo ljudi v sodobnem času se je od dostopanja v višje dimenzije, ki so dejansko dosegljive na nekih svetih krajih, templih, svetiščih in podobno, pričelo odmikati zato, ker je sistem cerkve, verovanja, uzurpirala pokvarjena človeška klika in seveda je logično, če je človeku jasno, da gre tukaj za kriminalne združbe, polne korupcije in pedofilije, da seveda potem ne želi dostopati tja in še manj pa si misli, da je to nekaj dobrega, če bo del nekega sistema, ki ga dejansko čisto povsem evidentno izkorišča in da to v narekovajih z Bogom nima nobene veze, kar je čista logika. Bistvo projekta Ključ je pa to, kar je GT zapisal v Fausta, in sicer na hitro, short briefing, kaj je Faust. V Faustu znanstvenik spozna, da kljub temu, da je preštudiral skoraj da vse, na koncu ne ve kaj. In to ga popelje na potovanje raziskovanja višjih dimenzij življenja. Na pot mu pride Mefisto, skleneta pakt. Mefisto bo Faustu na zemlji pomagal, če mu leta v zameno v onostranstvo potem da svojo dušo, podpišeta pakt s krvjo in potujeta skozi življenje. Na eni strani tako imenovana Gretchen tragedija, se pravi ljubezenska tragedija, na drugi strani pa Gelerten tragedija, se pravi, če bi jo poimenoval sedaj v tem kontekstu ključ, tragedija našega razumevanja sveta oziroma našega uma. No in temeljno bistvo Fausta je, tudi zato ima potem seveda to odpiralno noto, ki jo kot rečeno Tesla poudarja, da pa človeka kljub temu animira k temu, da mora svoj višji jaz in višji jaz nasploh oziroma višje sfere nasploh spoznati skozi izkustvo, spoznati sam brez posrednikov. Se pravi, religija ne sme biti enačena z vero. Ker, ko gremo naprej, jasno je, da nismo bitja samo v nekem mrtvem fizičnem svetu, ampak da je nenazadnje okrog nas tudi za nekatere brezmejno vesolje in da iz tega vesolja k nam prihaja marsikaj in tudi mi temu vesolju marsikaj oddajamo nazaj. In to je bistvo vsega. Bistvo zgodbe Ključ je, da se prikaže, da je kljub temu, da so v današnjem uničenem svetu te sfere verovanja, iskanja višjih resnic, iskanja višjega jaza kontaminirane, še vedno potreba, da se to počne, ampak da se počne na Tesla GT način, se pravi brez manipulacij, brez slepega verovanja in brez naivnosti. Tisti, ki želijo spoznavati višji jaz, seveda to potrebo čutijo pogosto intrinzično, se pravi iz sebe ven, zaradi neke skorumpiranosti sistema danes, ki je itak, kot smo že rekli, povojna degeneracija sveta. Zaradi skorumpiranosti tega sistema ne smejo od te notranje svoje potrebe odstopiti, ker to je dejansko potreba vsakega humanega bitja, da življenje okoli sebe razume globlje kot samo na osnovnem nivoju osnovnih potreb preživetja. In če strnem sedaj v eno poved, da ne bomo v tem blogu presegli 10 minut, bistvo projekta Ključ je, da pokažemo, na kak način je GT Faust animiral Teslo, da naredimo en short briefing, kaj se v Faustu človek nauči, da pokažemo, kaj so ti veliki mislici nekdanjega časa, ki so dejansko bili multidisciplinarni, o svetu vedeli in nam želeli povedati, in da dejansko prikažemo, kakšna je razlika med naivnim in lažnim iskanjem višjega jaza in tistim naravnim, ki je, kot rečeno, na vsaki točki življenja človeku dano. In to povem sedaj še tu za konec. Tudi če je nekdo celo življenje se izogibal razmišljanju o nečem višjem, o nečem širšem, ni nujno izključeno, da ga ta potreba ne bo pa dosegla ravno tisti njegov zadnji dan na zemlji, se razumemo. Skorumpiranost teh verskih sistemov, njihov kriminal in dejansko njihova ekstremna neetičnost
Ne smejo ljudi, ki so dobri v srcu, še nepokvarjeni, pripeljati do tega, da se svojim notranjim potrebam odrečejo, misleč, da pa je iskanje višjega, nekaj, kar je povezano s kriminalom, ampak dejansko morajo slediti te Goethe, Tesla in seveda paradigme ostalih mislecev. Nista bila na svetu samo dva, to je jasno, ampak mi se tu za začetek na ta dva koncentriramo, ker se da odlično ponazoriti. In človek se mora nazaj, nekako je bilo nekje zapisano, ko sem študiral, die ethische Neudefiniierung des Menschen. Ponovna etična definicija človeka, kajti človek si ne sme privoščiti biti aktivni element uničevanja, degeneracije sveta, ampak mora biti aktivni element regeneracije sveta. In to je nekako bistvo projekta Ključ, da postanemo aktivni elementi regeneracije sveta.